Jaz bom rekel, da je obisk zelo lep. Imam sicer podatke samo iz 3 šol, povsod je obisk večji kot je lani. Dejstvo je, da se v zadnjem času zelo veliko govori o tehniki, o strojništvu, elektroniki, računalništvu in odziv je. Pričakujemo, da bo malce boljši odziv kot lani tudi na področju poklicev. Tam je običajno zelo veliko interesa za avtoservisno dejavnost. Nimamo pa še podatkov za višjo šolo, ker začne z informativnim dnevom šele ob 10. Imamo pa tam eno novost in sicer edini v Sloveniji izvajamo letos avtoservisni menedžment. Če pogledamo zdaj, že par let imajo omejitve v Celju, gimnazije v glavnem ne, ima medijski tehnik, ima tehnik mehatronike. Zelo polna sta tudi 2 poklicna programa, avtoserviser in mehatronik operater. Drugače pa klasično polni računalniški tehnik, tudi okoljevarstvo se čedalje bolj prijema. Letos recimo je enkrat več zanimanja, vsaj za dopoldne, za tehniško gimnazijo, kar že daje najbrž neko usmeritev, ki se zadnjih nekaj let že kar precej poudarja, torej študij tehnike in naravoslovja. Torej, analiza zadnjih par let nam daje, da jih je med 1000 in 1100. In tudi letos mislim, da bomo tu nekje se gibali. Prvi vtis tole jutro je izredno pozitiven. Mislim, da smo dosegli tisto, kar smo si želeli. Sicer konkretne številke še ne poznam, ker vedno seveda potem na koncu le spremljamo, koliko je prišlo dijakov in koliko je navsezadnje tudi njihovih spremljevalcev, staršev. Ampak mislim, da gre številka v približno tisto smer kot lani, 400 do 500 vseh skupaj. Želimo si, da bi tudi popoldne bilo seveda še kaj ljudi in tudi jutri. Skupni namen in cilj naš je pa seveda predvsem ta, da bi napolnili teh naših 8 gimnazijskih oddelkov. Od tega živimo, od tega je tudi odvisna naša prihodnost. Mislim, da letos ne. Mi smo imeli, in to rad povem, ker gre za zelo aktualno zadevo, mi smo od šolskega leta 2009-10 pa do lanskega, se pravi 11-12, vsako leto, pa ne zato, ker ne bi imeli kandidatov, pač pa zato, ker nam je ministrstvo onemogočilo administrativno izgubili pod en oddelek. In smo zdaj ostali na tisti neki zgodovinski številki 4x8, 32 in želimo si, da bi tako tudi ostalo. Tako da mislim, da kaj več posegali v nas ne bodo in tudi zato seveda si želim, da ne bi imeli kakšnih kadrovskih in finančnih problemov, kar bi se seveda, če bi izgubili še kak oddelek, takoj zgodilo. Ne vem, jaz mislim, da gre tu predvsem za neko zgodovinsko breme. Jaz bi si upal reči tisto, kar mi je veliko bolj všeč. Meni in nam v tej šoli beseda elita niti v sociološkem, niti v ideološkem smislu ni preveč všeč. Mi si želimo, da bi bili predvsem intelektualna elita. Da bi to, če že kdo govori o eliti in elitizmu, razumeli predvsem v smislu, da nekaj znamo, da smo dobro vzgojeni, da skratka iz te šole prihajajo ljudje, ki so lahko naš ponos. To si želim, da bi bila elita. Se pravi, elito razumem v tem pozitivnem intelektualnem smislu. V kakšnem drugem jo pa zavračam. Ja, glejte, jaz bi rekel, da predvsem seveda po svoji izjemno dolgi žlahtni tradiciji, zgodovini, ki je leto že 205-letna, potem, da iz te šole je šlo na stotine in tisoče ljudi, ki so uspeli tako v kulturi, športu, gospodarstvu, politiki, kjerkoli že. Skratka, imamo res eno tako bogato biro nekdanjih gimnazijcev in gimnazijk, ki so tudi ustvarjali slovensko zgodovino, takšno in drugačno. In seveda, predvsem po tem, kar sem danes poudaril, mi negujemo duha šole. Mislim, da je to najlepša beseda. To ustvarjalnost, svobodo, ta nemir v mladih ljudeh, ki ne se prelije v nekaj pozitivnega. Da razvijajo svoje talente, da razvijajo svoje potencijale in da grejo od nas tudi z neko izdelano mislijo, kaj naj bi v življenju potem počeli in kje bi bili lahko uspešni.
Moram reči, da smo zelo zadovoljni z obiskom. Dopoldne je bilo nad pričakovanjem vseh skupaj, pa tudi več dijakov, več bodočih dijakov, učencev osnovne šole kot prejšnjo leto. Očitno je prehranska veriga tista, ki nekje spoznavamo vsi skupaj, da je zelo pomembna za našo vsakodnevno eksistenco, za življenje. Seveda ponujamo programe od pridelave, od pričetka, od kmetijstva, pa seveda vključno z gostinstvom in turizmom. V lanskem, če primerjamo mi letošnjo šolsko leto, razpisujemo za naslednje šolsko leto vse enako, razen tega, da vsekakor imamo dodatno, tisto, kar je dodatno, imamo na višji strokovni šoli tudi redni študij gostinstva in turizma. To do sedaj nismo izvajali. Če pa primerjamo mi lansko šolsko in letošnjo šolsko leto, pa moram reči, da v tem šolskem letu imamo v šoli 16 dijakov, na srednji šoli več, kar je v teh časih zelo dobro, in da imamo poleg tega tudi več tistih študentov, ki študirajo, to je manj statusarjev, pri sicer nekoliko manjšem številu vpisanih, ker je bil tudi manjše razpisno mesto, ampak skupaj pa večje število študirajočih študentov. Trenutno to, kar kažejo zdajle analize, to vem dopoldanskega informativnega, nekaj popoldanskega, še tale trenutek nimam analize, je največje vpraševanje za program mehanik, kmetijskih in delovnih strojev, potem pa že takoj kmetijsko-podjetniški tehnik in pa potem naprej seveda ostali programi in poklici. Na višji strokovni šoli še delamo analize, je pa nekje enakomerno razporejeno med vsemi 4 višješolskimi študijskimi programi.